Kaj prinaša novela zakona o trgovini in kdaj bi lahko bila sprejeta, pa mi bo pojasnil predlagatelj novele zakona, gospod Andrej Čuš, nepovezani poslanec Državnega zbora. Pozdravljeni. Dober večer. Kako ste prišli na idejo, da bi zaprli trgovine ob nedeljah? Ali jih sami obiskujete v nedeljo? Ideja je že, moram povedati, nastala v mesecu maju, ko smo se skupaj v naši koaliciji Liste Andreja Čuša in pa Zelenih Slovenije nekako odločili, da bomo tudi zbirali podpise za referendum o drugem tiru. In ko smo seveda tudi zbirali podpise, so ljudje rekli, veste kaj, 14 let nazaj smo se odločali o referendumu o zaprtju trgovin, pa to ne velja, tako da vse to in ta demokracija, ki je v Sloveniji, je za brez veze. Po drugi strani pa smo gledali tudi seveda socialni vidik. Moramo vedeti, da trgovke in trgovcev v Sloveniji primanjkuje in glede na to, kako smo tudi sami v trgovinah videli vzgarane delavce, moramo vedeti, da to niso samo delavci za blagajno, ampak tudi v skladiščih in na polnjenju polic, smo videli, da delajo za manj kot za minimalno plačo, vsako drugo nedeljo, cele dneve, v bistvu gre za izkoriščanje in rekli smo, da pa po 14 letih res čas, da končno uveljavimo referendumsko voljo ljudi, kjer so jasno povedali, da naj bodo trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte. Ali je vas mogoče najti v nedeljo v trgovinah? Mislim, da so me nazadnje v nedeljo v trgovini videli pred nekaj meseci, mislim, da še poleti, ko je na enem pikniku zmanjkalo piva in sem se seveda javil, da bom skočil po six-pack ali dva, drugače pa so nedelje namenjene počitku, družini, kakšnemu izletu in pa seveda tudi spremljanju športa. Marsikdo vam očita, da gre pri vašem predlogu za poceni predvolilno kampanjo, saj ste nepovezan poslanec in boste sodelovali na prihodnjih državnozborskih volitvah. V tem času, kar sem izstopil iz SDS-a, sem v zakonodajni postopek vložil preko 20 zakonov z področja gospodarstva, mladih, okolja, kmetijstva in seveda tudi glede na to, da po 14 letih se nihče ni odločil, da bi vložil tak zakon, moramo pač povedati, da smo seveda obžalujem, da smo to končno naredili po 14 letih, ampak glede na to, da mandat Državnega zbora traja do junija, smo tudi sami presodili, da še primeren čas, da se to sprejme. Moram pa seveda povedati, da vsaka politična aktivnost ima seveda namen pridobiti čim širšo podporo in to seveda govori, da so populistični predlogi. To je najlažje, predvsem pa seveda od tistih, politikov, ki so to 14 let spremljali, pa samo sedeli v fotelju in nič naredili. Iz vrst koalicijskih strank ter Nove Slovenije ste dobili načelno podporo. Kako pa na predlog gleda največja opozicijska in vaša bivša stranka SDS? Jaz, ko sem seveda vložil ta zakon v parlamentarno proceduro pred 2 tednoma, sem vsem političnim strankam v parlamentu in skupinam poslal pobudo, da seveda oddajo podpis podpore pod zahtevo za splošno razpravo, ki v osnovi velja že tudi za nek mehanizem podpore. Žal je Slovenska demokratska stranka bila edina, ki se na moj predlog ni nikakor odzvala in moram povedati, da sem seveda razočaran, ampak vseeno sem pa prepričan, glede na to, da poznam kar nekaj poslancev, še vedno iz njihovih vrst sem prepričan, da bi vsaj nekaj poslank in poslancev tudi z njihovih vrst moralo ta predlog podpreti. Se pa seveda moramo strinjati, da to ni neka ideološka tema, kot vsi nekaj pravijo, ker te ideološke parole sami vidimo, kam so nas pripeljale po 25 letih, levo, desno, zgoraj, dol, to je vse za mene isto. In jaz sem prepričan, da bodo na koncu poslanke in poslanci predvsem upoštevali podporo ljudi, voljo na referendumu in pa seveda tudi ustavno načelo, da je Slovenija socialna in pravična država. Kaj menite, kakšna bo časovnica sprejemanja te novele? Jaz sem nekako optimist in nekako pričakujem, da bo se zakon v prvem branju obravnaval na novembrski seji Državnega zbora. To bo v 3. tednu novembra. Kolikor, glede na napovedi poslanskih skupin, sem prepričan, da bo šel v drugo obravnavo, ki bi bila decembra. Tam bi se seveda zakon tudi lahko ustrezno amandmiralo in popravilo do te mere, da seveda tudi ne bi bilo pomislekov Ustavnega sodišča ali kakšnih drugih. Na to pa ali decembra ali januarja, da se seveda ta zakon spreme in da začne zakon veljati s 1.1. ali pa najkasneje 1.2. naslednje leto.
Kakšne izjeme bi po vašem lahko dopuščal ta nov zakon in kakšne so varovalke, ki bi bile potrebne, da do takih izjem ne bi prihajalo? Moram povedati, da tudi ta predlog zakona v nobenem primeru ni poseg v svobodno podjetniško pobudo. Ustavno sodišče je že 13 let nazaj odločilo, da zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih ni noben poseg v svobodno podjetniško pobudo, oziroma moramo seveda tehtati sorazmerno vse ukrepe z področja sociale in seveda poslovnega okolja. Izjeme, ki pa so predvidene, pa so naslednje. Torej, vsaka trgovina je lahko odprta 6 nedelj ali praznikov v letu, verjetno predvsem seveda ob teh konicah in pa nekako teh največjih, bom rekel, za trgovce zanimivih praznikih. Potem izjeme veljajo za družinske trgovine, torej nekje, kjer so se ljudje samostojno odločili, da bodo šli v poklic trgovca in delali tudi v nedeljo in seveda tudi njihovi družinski člani. Izjeme so tudi bencinski servisi ob avtocestnem križu in pa nekaj izjem smo tudi seveda gledali mednarodno primerjavo, naprimer Avstrija, Nemčija, kjer so seveda tudi trgovine v nedeljah in praznikih zaprte, ampak v nekih turističnih krajih, na mejah in pa mogoče na letališčih pa te izjeme ne veljajo, oziroma veljajo izjeme. Za konec še čisto kratko vprašanje. Kaj menite, kdaj bi lahko bile trgovine z nekaj izjemami prvič v nedeljo zaprte? Prvo nedeljo v letu 2018 ali pa prvo nedeljo v februarju 2018.